Jani Brajkovič, bivši profesionalni kolesar, sedaj pa pomagam športnikom, da pridejo do 100% svojega potenciala. Živijo, Jani, vesel sem, da te lahko gostim v prostorih Arene Sport. Si kolesar, ki je močno zaslužen za vse te uspehe, tudi ki se danes dogajajo. Bil si en prvih, mislim, da celo prvi, ki je na tej veliki dirki po Španiji nosil tisto majico vodilnega. Najprej bila še v tistih zlati barvi, potem pa še enkrat v rdeče barve, če se ne motim. Kako je Jani danes, ko mineva že kar nekaj let, odkar je končal? Jani danes je, jaz bi rekel, da veliko bolj. Pač sem bolj v drugih vodah, ampak sam se počutim veliko bolj zadovoljen sem sabo. Pa tudi, sigurno cenim pač te uspehe, ki sem jih dosegel veliko bolj, cenim tudi sebe bolj. In navsezadnje tudi življenje cenim. Veliko bolj. Bolj za šalo kot za res, a si v življenju naredil več kilometrov na kolesu ali v avtu? Trenutno bi rekel, da še zmeraj s kolesom. Če pogledamo, so bile sezone, ko sem delal po 40,000 kilometrov. Zdaj, ko gledam nazaj na to, vidim, da je bilo to iz čist napačnih razlogov, ampak takrat je pač tako bilo in preteklosti ne morem spreminjati. Tako da trenutno je kolo še zmeraj, ima več kilometrov. Ja, še v prednosti. Si tisti športnik, ki je končal, pa si dal takoj kolo v kot, pa ga nisi hotel nekaj časa videti, ali si tak, ker enostavno je to del tvojega življenja in si še vedno, tudi ko si končal, dosti bil v stiku s tem? Ja, na začetku je bilo tako, da v bistvu konec moje kariere je bil tak, da edina razlika je bila, da nisem tekmoval. Treniral sem pa še zmeraj, kot da tekmujem. Se pravi, takrat leto, dve je bilo kolo še zmeraj na prvem mestu, ogromno treninga, ogromno je bilo podrejeno, čist nerealistično, samo treningu in kolesu. Potem je pa prišlo to moje, bomo rekli, izobraževanje, pa sprememba, pa spreminjanje, kjer je kolo imelo vse manjši pomen, do trenutka, ko nisem čutil potrebe, da grem sploh na kolo. Zdaj je pa recimo, da sem v nekem ravnovesju, kjer grem rad na kolo, kjer rad, lahko bi rekel tudi, da treniram v nekem smislu. Ampak je to še zmeraj v mejah normale in seveda to, kakor mi čas dopušča, mogoče 5 ur na teden, 7 ur na teden, odvisno od zasedenosti dela. Ja. Kako pa gledaš na kolo, kot si rekel, kot terapijo zdaj ali kot verjetno v času kariere je bilo skoraj kot neka odvisnost od kolesa. Kako pa zdaj, ko si končal, ko si rekel, ko si že malo naredil na sebi, kako gledaš na kolo oziroma terapijo ali odvisnost? Ja, tekom kariere je sigurno kolo bilo je droga. Rekel bi, da droga. Absolutno droga. Whenever I see a new prototype, I want to use it, I want to train with it, uphill, downhill, fast, slow, nice road, bad road, gravel road. I do ride it on a gravel road. I like to ride my bike because it's an addiction. It's just the best job in the world. Če gremo pa na sedanji čas, bi pa rekel, da predvsem užitek, pa tudi, da poskrbim za svoje telo, za zdravje, ker vemo, da rekreacija pa šport imata ogromno enih pozitivnih učinkov na
tako fizični kot tudi mentalni in čustveni razvoj ali pa blagostanje človeka. Tukaj se čisto strinjam, tudi sam sem pred leti začel malce bolj na kolo zahajati in res mi je všeč, ko lahko v trenutku narediš 100 km iz enega konca Slovenije na drug, ogromno krajev vidiš in to je tisti res prelep čar tega kolesarstva, ker smo že glih pri tem rekreativnem ali pa to, ko si začel še v kolesarstvu, zdaj, če pomisliš nazaj, kjer je tisti klanec, hrib, katerega si verjetno v življenju največkrat prekolesaril in ga poznaš recimo na pamet, vsako vine. Glede na to, da izhajam iz Bele krajine oziroma Dolenjske, bi rekel prav gotovo Vahta, ker Vahta je tam recimo temu najdaljši klanec. Če gre zelo hiter, mogoče, ne vem koliko je, odvisno od kje greš, ampak manj kot pol ure, 20-25 minut. Tako da glede na moje karakteristike je bil to edini klanec v tistem okolju, tako da sem ga prevozil praktično tekom kariere, ko sem bil v Sloveniji, vsak dan vsaj dvakrat. Moramo tudi vedeti, da takrat tekom kariere jaz sem bil, samotar in sem sam treniral in sem se pač vozil sam po tistih klancih. Ampak sedaj pa spet drugače, ker je Vahta zelo prometna in dost nevarna. Tako da pač rad grem še čez Vahto, pa v Belo krajino, pa nazaj, ampak je vseeno nek riziko. Kako pa si sploh začel s kolesom, oziroma kje je prišla ta ljubezen, oziroma potem, da je postal del tvojega življenja to kolo? Jaz sem začel zelo pozno. V drugem letniku srednje šole. Moj sošolc je kolesaril in me je navdušil, zato jaz sem pač probal to cestno kolo in ko enkrat probaš cestno kolo, to je taka hitrost, da misliš, da gre kar samo. In takrat, lahko rečemo, takrat sem bil zasvojen. Takrat sem pač sebe videl v teh krogih v kolesarstvu, v profesionalnih vodah in od takrat naprej je šlo pač samo navzgor. Sicer je šlo pol še konkretno navzdol, do konca kariere bi lahko rekel, da sem bil pod tistim pragom, kjer sem začel, ampak se učimo, imamo izkušnje in poskušamo te napake odpraviti počasi in biti boljši. Še v mlajših selekcijah, oziroma tam do 23 let, ti rata osvojiš tisto naslov svetovnega prvaka do 23 let v vožnji na čas, potem je šla tista krivulja klubov in v tujino, si odšel takrat v ta Discovery Channel, pa Astano in Radio Shack. Kako si kot mladec, kako si se znašel v tem filmu, ki si ga živel takrat, verjetno, ko si bil odvisen od kolesa in si živel te sanje kolesarja? Kako sem se znašel, zelo težko definiram, ker v teh krogih dobiš vse, je za vse poskrbljeno. Takrat je bilo še tako, da ti se doma pripravljaš ali kjerkoli, lahko greš sam na priprave, trening plan, če ga rabiš, ga dobiš, prideš na dirko, dirkaš in greš nazaj domov. Vse ostalo je poskrbljeno. In ko sem jaz prvič prišel mislim, da prvi trening camp je bil, takrat sem še dirkal za Adrio Mobil januarja leta 2005 v Solvang, Kalifornijo. Takrat sem šel tudi prvič z avionom čez ocean in je bilo izredno stresno in pridem tam v Solvang, ob 2 zjutraj me pripeljejo, me dajo tam v eno sobo z enim kolesarjem, ki ga nisem poznal in me je bilo strah, ali se bo ta zbudil, ali se ne bo zbudil. In tako zaradi jetlaga sem bil 4 že po koncu, sem bil odzunaj in je bilo kar, bom rekel, strašljiva izkušnja, ker sem pač jaz videl vse te kolesarje, športne direktorje, menedžerje, Lens je bil tudi tam kot neke bogove, kot nekaj več in sem bil zelo ponižen. Tudi take narave sem bil zmeraj, da me je bilo sram
In je bilo na začetku dosti težko. Zato sem pa potem na kolesu pokazal, bom rekel, drug obraz, ne? Da so me mogoče začeli malo bolj spoštovati. Pa ne, da me niso spoštovali, ampak sem jim pokazal, česa sem zmožen. Ne? In se potem te stiki so se navezali in potem po 2 tednih smo bili že, lahko rečem, prijatelji. Omenil si Lance Armstronga, ja, vemo, kakšna je bila zgodba njegove kariere, to ne rabimo o tem preveč, ampak imel si tudi kakšno leto, 2 si sodeloval z njim in kakšen je bil Lance kot ta kapetan, vodja ekipe, kako si ga ti doživljal skozi svoje oči, ko si bil tam zraven njega? Ja, Lance je, mislim, da še zmeraj zelo posebna osebnost. Ne? Kot kolesar, pa klubski kolega ali pa recimo kapetan, lider v ekipi. Za razliko od drugih kolesarjev, drugih liderjev, s katerimi sem tekmoval, je zmeraj poskrbel, da smo kolesarji imeli tisto, kar smo potrebovali, da smo se počutili dobro, da je bilo vse v ekipi urejeno in da smo bili lahko na štartu brez nekih skrbi ali pa brez problemov, da smo potem lahko naredili 100% delo za njega. In to se je pač vedelo, da on je tle kapetan. Tudi recimo na Giro leta 2009, ko ni dirkal na generalno, je bilo pač Lance je tle treniral za Tour. Vi mu pomagate, ostanete z njemu, mu pač prinesete kar po rabu, ampak boste z njim. Ne? In tak sistem je zelo dobro funkcioniral. Je pa res, da ta druga stran Lancea, ko mu eden oporeka ali pa da ga napade, on napade nazaj. Ne? In tudi to stran poznamo, ampak kot kapetana ga jaz izredno cenim. Ne? In potem tudi tekom moje kariere, ko nisem bil več v Radio Shacku, sva bila večkrat na vezi, še zmeraj spoštljiv, še zmeraj ve, kdo sem jaz, čeprav na podcastu ni vedel, kje je Slovenija. Ne? Tako da ja, v nekaterih pogledih ga jaz zelo cenim, ne? Ampak vemo, da tudi človek je pač človek, ki dela napake in sama preteklost je ne moremo spremeniti. Ne? Če se pa zavedamo dobro, jo pa lahko spreminjamo sedanjost, da bo potem prihodnost drugačna. In jaz mislim, da tudi Lance to dela in spreminja svojo realnost. In pol misliš, da ta njegov podcast oziroma še vedno je aktivno vključen v kolesarski svet skozi te oči. Se ti zdi prav, da konec koncev tudi komentira, glede na to, da pač ja, vemo, kako se je njegova kariera, kakšen madež velik je nad njo, ampak da je zdaj še vedno aktivno in da ima več kot 100,000 sledilcev na teh svojih kanalih, katere kar konkretno objavlja te pogovore. Kako gledaš na to? Moramo vedeti, da Lance in njegova ekipa, da je to biznis. Ne? In on pač ve oziroma zna, kako voditi biznis. Ne? In kljub tej njegovi karieri in madežu in vsemu, kakšna bi bila pa alternativa? Kaj bi bilo prav? Recimo po tvoje. Kaj bi bilo prav, da se ga pač zapre, da se ga odstrani? Potem takim tudi mene bi bilo potrebno odstraniti, ne? Ker jaz sem imel tudi pozitiven test. Ne? In zdaj je to majhen madež ali velik madež, kakorkoli gledamo, je zelo pri meni osebno, jaz bom to nosil celo življenje s sabo in pač s tem se moram soočiti in tega ne morem izbrisati. Ne? Delam pa na tem in jaz mislim, da tudi on dela na tem, vsaj kakor ga poznam, pa kakor poznam situacijo, da oseba sebe spremeni oziroma spreminja, da je potem v prihodnosti boljši. Ne? In pač
nažalost preteklosti ne moremo izbrisati. Ne? Napake, ki smo jih naredili, so napake, ki smo jih naredili in so lahko zelo hude, zelo negativne, ampak če bi zaradi teh napak človeka nekam zaprli in mu preprečili, da tudi da dokaže, da je lahko drugačen, moramo najprej sebe vprašati, kakšne madeže imamo pa mi, pa kakšne skrivnosti imamo pa mi. Ja, tukaj se strinjam. Ja. Mene je pri njemu v bistvu včasih samo malo zmotilo, ker nisem dobil takoj občutka, da mu je zares žal, da bi včasih je tudi dejal, da bi dal še enkrat čez to. In te stvari so mene pri njemu zmotile. Dejstvo pa je, da to je kolo je del njega in bo ostalo. In samo te stvari so mene malce zmotile pri njemu in to so te stvari. Jaz mislim, da njemu je žal za to, zdaj. Ne? Čeprav je na začetku, takrat, ko je to vse ven prišlo, je kazal pač drugačen obraz. Ne? Ampak vem pa, da zdaj gleda na to situacijo drugače. Ne? Prav je tako. Ja, kolo oziroma kolesarstvo, nažalost, del tega so tudi padci. In nažalost so zmeraj hujši, kajti hitrosti so vedno večje. Tudi tehnika, same zavore in vse to je šlo naprej in hitrosti so vedno večje, dogajajo se padci, recimo vemo v Sloveniji, sem veliko govoril o Primožu, da ima to smolo. A misliš, da so te stvari povezane oziroma kako si se ti soočil s tem, konec koncev, s temi padci, verjetno jih je bilo kar nekaj v tvoji karieri, je pol prisoten ta strah, kako si se pol pobral po teh hudih stvareh? Ja, jaz mislim, da od Slovencev imam jaz največ padcev od vseh. Ker še posebej v drugem delu kariere je bila že tako bizarna realnost, da takrat, ko je bil padec, sem bil zdraven. 100% je bilo. Če bo padec, sem jaz zdraven. Ne? In na začetku si pač rečeš, ja, nima sreče. Ne? Ampak če se to ponavlja kronično, potem moraš pa že začeti razmišljati, okay, zakaj sem jaz zmeraj zraven tle. Če sem prvih 5 let kariere zelo dobro navigiral in sem mogoče, ker pač vsega ne moremo kontrolirati, in sem mogoče enkrat na sezono padel, pa še ta padec ni bil tako grd, ne? Zakaj se mi zdaj to dogaja? Ne? In jaz mislim, da tukaj je ena stvar, ki si je nočemo priznati, ali pa si tudi kolesarji nočejo priznati, da nekaj delajo narobe, če so skozi v padcih. Ker moramo vedeti, ko enkrat padeš, te nekaj časa strah. Ne? In če padeš še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat, se ti vzorci, recimo temu, ukrepijo in potem že v štartu pričakuješ, da se bo nekaj takega zgodilo in si zmeri bolj trd, ker strah pa naredi osebo trdo. Ne? In tudi strah naredi osebo, da ne vidi takole, da nima perifernega vida, ampak ima tunelski vid. In potem, če imaš ti tunelski vid, veliko manj vidiš. Ne? In potem se začnejo dogajati take stvari, kot se dogajajo dosti kolesarjev. Ne? In na tem področju, jaz bi rekel, da tega področja se v kolesarstvu ali pa tudi v drugem športu sploh ne dotikajo. V teoriji bi kolesar lahko dosegel največji možni performance, se pravi največji možni potencial, ampak ignoriramo pa ta drug del, to človečnost, ta energetski del človeka, katerega pa ne moremo zmeriti. Ne? Vemo pa, da obstaja. Ne? In prihaja tudi zmeraj več do tega, da se kolesar sprašuje, ok, jaz imam zelo dobro pogodbo, zaslužim veliko denarja, sem uspešen, samo nekaj mi pa manjka. Ne? Zakaj sem jaz depresiven, konkretno depresiven? Zakaj jaz ne cenim sam sebe? Zakaj se jaz počutim, kot da se moram skozi dokazovati drugim? Ne? Zakaj sem odvisen od mnenja publike, fanov? Ne? Ker ko smo pa enkrat odvisni od tega zunanjega mnenja, zunanjega
inputa, potem smo pa že konkretno izgubili sami sebe. To si že voden. Ker potem živimo tako življenje, kot drugi hočejo, da ga živimo. Sicer zdaj sva že zaplavala bolj v druge vode, ampak je res zelo zanimivo, da je šport šel toliko daleč, v toliko velik ekstrem, da se praktično odstrani ta človeški del, ta energetski del in se poskuša ohraniti čim bolj ta predvidljiv robotski del, brez čustev, brez duše, brez vsega. Sam pa, ko zmagaš Tour de France, pa stojiš na najvišji stopnički, pa ko pogledaš v obraz, pa vidiš, da ničesar ni. Tvoja kariera je potem, po nekem vzponu, kot si rekel, je bilo tudi velik in pač je bil padec pri tem, ko si začel imeti probleme tudi s prehrano. Na koncu je to pripeljalo tudi boš sam povedal, kako je prišlo do tega glede tiste prepovedi 10-mesečne, ki se ti je zgodila. Povej mi to zgodbo s prehrano. No, moramo vedeti, da jaz sem probleme s prehrano imel že v samem štartu kariere. Se pravi, sama bulimija se je začela leta 2004, takrat, ko sem postal svetovni prvak. In potem sem 17 let, točno 17 let, sem jaz tekmoval oziroma imel bulimijo. In če si predstavljate dirkati na najvišjem nivoju z bulimijo, ki je toliko huda, da si imel edino obdobje, kjer si lahko recimo obdržal hrano v želodcu takrat, ko si bil na kolesu. Lahko vidimo, koliko ene samo destrukcije je bilo tle v moji karieri, kateri sem se jaz zavedal. In jaz sem se zavedal, da slej ko prej bo pripeljalo toliko daleč, da ali me bo bulimija ubila, ali me bo pa, ne vem, kamion povozil. Ker sem bil pač toliko na cesti, že samo stanje, v katerem sem bil, je pač nimaš toliko pozornosti, nisi toliko previden, ali pa rečemo, pač nimaš sreče, pa te zbije avto. Če greva zdaj na ta pozitivni test, rezultat same bulimije oziroma takrat, kaj se je dogajalo, je, da sem ostal brez ekipe in vemo, da samo psihično čustveno stanje, ki je bolj na dnu, so simptomi bulimije hujši. Itak gre sam nadol, v istem trenutku pa te je toliko sram, da ne upaš poiskati pomoči, ker te je preveč sram. In pa sem pač sam nekaj poskušal reševati, se nisem reševal, pač poskušal sem najti nekaj, da bi kalorije obdržal v želodcu in sem naročil ta nadomestek obroka iz Amerike, kar se je potem izkazalo, da je vseboval metilheksanamin. In zdaj, kaj narediti? Jaz jemljem to, tako kot sem prej rekel, je črna pika, zelo velika črna pika, in ki me bo spremljala celo življenje. Pač tako je. Zdaj, kaj jaz lahko naredim, je, da se iz tega nekaj naučim in poskušam spremeniti, kako jaz delujem, kako jaz razmišljam, kakšna dejanja delam in kakšen jaz bom, kakšen sem jaz človek, oseba. Jaz sem prepričan, da ta pozitiven test je meni rešil življenje. Ker če tega ne bi bilo, bi jaz še naprej ali bi dirkal, ne vem kje, v Aziji, ali bi dirkal v Ameriki, v nekih klubih, ki dirkaš zastonj, ampak dirkaš. In bi še zmeraj z glavo skozi zid rinil,
ker bi hotel sam sebi, pa tudi drugim dokazati, da sem jaz sposoben biti na takem pa takem nivoju. Ne. In zdaj mislim, da je bil ta pozitiven test en zelo velik šok, oziroma s tem testom sem jaz sebi vzel tisto, za kar sem živel. Evo, ne? In potem pač se moraš odločiti, kaj boš pa zdaj naredil. Ne? Ker jaz se nisem odločil kar tako, da se bom začel jaz spreminjati, pa da bom začel AIKU metodo študirati, pa da bom drugačen, pa da bom boljši oče, pa da bom imel življenje po kolesarstvu. Ne? Jaz sem v bistvu bil prisiljen, zdaj se odloči, ali boš pač šel naprej tako, približno sem vedel, ok, če grem jaz zdaj tako naprej, sledi to pa to, ali pa če začneš nekaj drugače delati in se učiti in spreminjati, da boš, ne vem, v 5-10 letih pa imel, da boš lahko rekel, le, jaz sem pa zdaj recimo srečen, imam družino, s katero sem izredno rad, imam otroke, kateri me imajo radi, ne, s katerimi sem rad, in imam prijatelje, s katerimi se rad družim. Ker vse to prej to ni obstajalo, ne, ker zame je bilo samo kolesarstvo, vse ostalo je bilo sekundarno. Ne? Ampak ko te enkrat vzamejo, oziroma ko se enkrat vzameš kolesarstvo, potem začneš bolje videti, oziroma vidiš, da nimaš v bistvu nič, da si nič. Čeprav imaš, ne? Pa si rečeš, ok, hkrati pa vidiš tudi svojega sina, ne? Ki postaja zelo, zelo podoben tebi. In potem si rečeš, ok, kaj njega čaka. In ko skapiraš, kaj njega čaka, tudi skapiraš, da si ti odgovoren oziroma kriv za to, da bo imel on tako življenje. Ne? In pač v bistvu začetek te spremembe je bil pravzaprav zato, da bo on bolj, da bojo otroci bolj, ne da bom jaz bolj. Ker največ od te spremembe bojo otroci moji imeli. Ne? Ker to zapuščino, ki sem jim jaz dejal, to, kar so dobili od mene, ni nič dobrega. Ne? Tako se potem iz tega testa, ki mi je sesul življenje in me je tudi pahnil v zelo, zelo globoko depresijo, ker nisem vedel, kaj naj pač sploh sabo počnem. Ne? So se kocke začele postavljati potem? Ja, ampak sem jih jaz začel postavljati. Ne? Noben drug me ni rešil. Ne? In zato pač vidimo, da smo sami odgovorni za to, kaj smo in kaj postajamo. Tudi za slabo, ne? To, kar smo tisti slabši ali pa slabi del ali pa negativen del nas, smo tudi sami odgovorni. Ok, mogoče smo dobili od prednikov to, ampak imamo pa sami odgovornost, da to spreminjamo. Ja. Vse kako je, ko smo zdaj, ko si rekel, vrhunski šport, a je sploh še zdrav? A je, tako bom rekel, vrhunski, da si ti na tem, koliko si bi ti na svetovni ravni? A je možno, če bi recimo do teh stvari prišel prej, ne vem, je pa res, da je to del odraščanja, del tega rasti tvoje, ne? In a je možno to imeti tako kariero, recimo, da si med top 10 kolesarji na svetu, pa da imaš in eno plat, to tekmovalno plat, tako razvito, da greš preko teh meja, ker pač dejansko zdaj, kot smo rekli, kolesarstvo je že premikanje mej, po drugi strani pa, da si lahko družinski človek, ki živi to neko relativno ok življenje z družino, z otroci. A je to sploh mogoče? Kaj misliš? Zdaj, leto pa pol nazaj, če me bi vprašal, bi rekel, da ne, da to ni mogoče. Zdaj, iz izkušenj pa vidim, da
prvi odgovor, ali je vrhunski šport sploh zdrav. Ne, ni zdrav. Ne? Mogoče je bolj zdrav, kot če ne delamo nič. Spet je en spekter, koliko je zdravo oziroma koliko je škodljivo. In je težko definirati, zdaj, biti World Tour kolesar je pa te pa toliko let vzame ali pa te toliko let da. Ne? Seveda ni zdravo, ampak ni pa tudi toliko škodljivo, da bi rekel, zdaj pa jaz zaradi tega se ne bom ukvarjal z nobenim športom. Zdaj pa, če se odločiš za šport, se odločiš za šport in jaz mislim, da vsi vemo, da je neka cena, ki jo moramo plačati. Zdaj, na vprašanje, če lahko imamo uspešno kariero, pa tudi na drugih področjih, da smo uspešni, da smo, ne vem, ljubeč mož, da smo starš, da imamo dobre socialne stike, da smo srečni. Jaz mislim, da je možno to. Absolutno možno. Ker vidim iz izkušenj, da se da športnika pripeljati ali pa voditi skozi proces, da začne čutiti, kdo sploh je in kaj hoče. Hkrati pa, da tudi na tekmah pa na treningih takrat, ko mora dati vse od sebe, pač da vse od sebe, ampak on ve, ok, danes sem pa naredil to pa to in je telo izredno izčrpano in zdaj moram dati telesu priložnost, možnost, da se telo spočije. Zdaj, na 3-tedenskih dirkah tega ni, pač moraš slediti. Ampak spet je vprašanje, kaj se pa zgodi potem po 3 tednih. A si jaz vzamem 3 tedne ali pa 2 tedna res počitka, da se zregeneriram, da imam čas spet z družino, prijatelji, pa ne da se odklopim, ampak da poslušam telo, ker to je največji problem, ker mi ne poslušamo telo, ker nam telo govori eno, mi hočemo pa drugo. In v bistvu pri vseh nas je ego tisti ta glavni in ego hoče nadvladati telo in to mu uspeva nekaj časa, ampak potem, ko telo ne zmore več, potem pa telo zategne ročno zavoro in reče, zdaj pa bo tako in tako. In potem smo poškodovani in potem imamo to težavo, ono težavo, to bolezen, izgorelost in tako naprej. In nam samo telo da ogromno enega časa, da razmislimo, kaj smo delali narobe, da to ne bi več ponovili v prihodnosti. Naša miselnost je pa čisto drugačna, dajmo se čim prej zrihtati, da bomo potem lahko nadaljevali z istimi vzorci, kot smo jih imeli prej. In iz izkušenj jaz verjamem, da se da ogromno narediti s športniki, da bojo bolje, da bojo bolj tudi na fizičnem, se pravi, ko govorimo o performansu. Ker ti ne moreš imeti vrhunski performans, pa biti mentalno in čustveno na tleh. In zdaj, če mi poskušamo uskladiti vse te 3, bo tudi fizični, se pravi performans, bo tudi višji. Ampak potem pridemo pa do problema, ko bolj čutimo telo, ko bolj čutimo sami sebe, je da, ok, jaz lahko to naredim, jaz lahko zmagam dirko, ampak zdaj pa moram dati spet priložnost, čas telesu, da si upomore. Zdaj, način dirkanja pa način današnjega športa je pa tak, da dajmo čim več, čim prej. Zdaj, ko smo dobri, bomo še po turu dirkali teh 6 kriterijev, ker bomo dobili, ne vem, 150 000 evrov, pa bomo dirkali klasiko San Sebastian, pa bomo mogoče še Vuelto oddirkali, ker smo tako dobri. Ravno to sem govoril. In potem nekaj časa to laufa in točno vidimo, ne bom zdaj katera o ekipi, točno vidimo, ena ekipa je bila 2 leti nazaj, 3 leta nazaj vrhunska,
so vse pobrali, kar je bilo možno pobrati, ampak potem naslednja sezona je bilo pa spet ta ročna zavora, padci, poškodbe, niso imeli sreče, cela ekipa ni imela sreče, ne? In jih to ustavi. Ne? Zdaj, vprašanje je, če se bi to predstavilo ekipam, se pravi general managerji pa ajde šefi, ne? Kaj bi oni rekli na to? Ne? Jaz mislim, da ne bi bilo glih dobro sprijeto. Ne? Ker nažalost v veliko ekipah, ne bom rekel vseh ekipah, veliko ekipah je še zmeraj tako mišljenje, da je kolesar expendable. Se pravi, isto kot bidon. Ko ga rabaš, ga uporabljaš, pa ga pa stran vržeš, ne? Ko nimaš več vode not. In nažalost je trenutno taka miselnost, ki pa ne gre glih na roko kolesarjem. Ja, dobro si začel to. Konec kariere, potem, ko se je tebi tudi zgodil leta 2020-2021, ko si končal, si bil pripravljen iti v čevlje navadnega smrtnika oziroma zaživeti življenje po tem, ko si bil pač poklicni kolesar. A so športniki danes opremljeni s tem znanjem, a se jih pripravi konec koncev, ali smo kot tisti konji, ki imamo pač sam cilj pred seboj in jih do onemoglosti spustimo popad, kot si rekel, bidon, zdaj si pa sam. Kako imaš ti to izkušnjo s tem? Ja, jaz absolutno nisem bil pripravljen in mislim, da nobeden ne more biti pripravljen na to spremembo, ker moramo vedeti, če gledam z perspektive kolesarstva, kolesarji pač živijo v enem balončku in ne vejo, kaj se sploh dogaja v svetu. Kakšno je, bom rekel, pravo življenje. Zdaj, mi lahko in na tem bi bilo dobro tudi delati, da se izobraz športnike, da se jih pripravi na ta prehod, da bojo bolj pripravljeni in da ne bo tako velik šok. Ampak še zmeraj je, eno je teorija, eno je znanje, kaj mi vemo, da se lahko zgodi, da se bo zgodilo, kaj bomo naredili po koncu kariere, drugo je pa potem ta izkušnja, ta akcija, na katere se pa ne moramo naučiti, pač moramo biti v tistem trenutku in to narediti. Zdaj, kaj je meni pomagalo, pa mogoče, ja, je bilo zelo priročno, ker kaj sem jaz naredil po koncu kariere, da glih v tistem času sem se začel učiti AIKU metodo, ne? In mene je AIKU metoda toliko potegnila not, da sem pač čist iskreno zamenjal kolo, se pravi eno drugo, za AIKU metodo. In sem se prestavil drugam in sem fural življenje naprej. Če pa gledamo, če pač stopimo korak nazaj in pogledamo, kako je to funkcioniralo, je bilo zelo jasno, da prej sem bil 5 ur na kolesu, me ni bilo doma, potem sem se umaknil, sem bil, ne vem, na računalniku, igrice sem igral, in spet družina ni imela nič od mene, a sem bil pa na trening campih, ker sem bil čist sam. Zdaj sem pa pač cel dopoldan, pa ne vem, do 4-5 popoldan študiral, se učil, bral, gledal videe, se pogovarjal z drugimi učitelji o AIKU metodi. In spet družina me ni dobila. In sem spet bil v svojem balončku. In to je nekaj časa je pač tako laufalo, dokler ne začneš sam, ker kot ti drugi govorijo, itak si najbolj pameten, ampak potem sam začneš ugotavljati, čakaj, to pa verjetno ni dober, ker vidiš, da odnosi so še zmeraj enaki. Prijateljev glih nimaš. Zaradi tega znanja, ki ga imaš zdaj, si najbolj pameten. In vidiš, da nisi, bom rekel, skoraj nič profitiral. In potem začneš malo to zmanjševati.
in začneš usklajevati oziroma se odločiš, okay, kaj je meni najbolj pomembno v tem trenutku. Ne? Ja, študij zelo pomemben, ne? Ampak meni so odnosi pomembni, meni je družina pomembna, tudi socialni stiki so mi zelo pomembni, moje zdravje mi je pomembno, se pravi, tudi šport mi je pomemben. Ne? In potem počasi začneš to usklajevati, dokler ne pride do tega, da vidiš, kakšne rezultate imaš, da imaš boljše odnose z ženo, z otroci. To je pa spet dolg proces, skozi katerega greš postopoma. Ne? In jaz bi rekel, da ta prehod iz kariere športnika je trajal zelo dolgo, ker sem, tako kot sem prej rekel, prestavil eno odvisnost v drugo in praktično svojo kariero sem nehal mogoče dobro leto pa pol nazaj. Čeprav je bila pol kariera študiranja AIKU metode pa podobnih metod. In ravno zdaj na tak način pomagaš tudi športnikom konec koncev, da, kot si že prej rekel, da dosežejo to, poleg te fizične priprave, tudi ta drugi aspekt, da se najde ta nek balance, ravnovesje, katerega pač lahko športnik ga more doseči, če želi na dolgi rok biti uspešen, ne samo tisti kratek rok, uspeh to sezono, naslednjo sezono, ampak da skozi celotno kariero na tem zdaj največ delaš. Je tako? Ja, ker iz izkušenj vidim, da sami športniki imajo zelo velike težave ugotoviti oziroma začutiti, kaj je sploh narobe, zakaj se počutijo tako, kot se počutijo. Ne? In zdaj športniki, ki se ne vejo, zakaj se tako slabo počutijo ali pa zakaj niso dobri, čeprav imajo dobre rezultate, čeprav imajo, finančno so preskrbljeni, se pač poskušajo zamotiti z nekaterimi drugimi stvarmi. Ampak potem dalj časa, ko čakaš, dalj časa, ko oklevaš, večjo težavo imaš, ki se pa začne tudi potem te težave kazati na fizičnem nivoju, na bolečinah, na poškodbah, pa tudi na čustvenem nivoju. Ne? In potem vidiš, da ko začneš te težave oziroma ko jih začneš učiti, kako sploh človek deluje, kako telo deluje, zakaj je kronično napet v tem delu, v onem delu, kako to lahko sprosti, zakaj ima tako dihanje. In ko začne potem počasi razumevati, potem tudi dojame, da če on to ne začne spreminjati, bo tudi njegov performance ostal na nekem nivoju, ker ni nujno, da je najvišji možen potencial. Ne? Ker zdaj, če sem jaz kronično napet v recimo sprednjem delu trupa, ne? Jaz ne morem učinkovito dihati. Če učinkovito ne diham, ne morem učinkovito proizvajati ATP-ja. Ok, v sproščenem, recimo, ko se mi dva tukaj pogovarjava, to sploh ni problem. Ampak, ko jaz vrtim 450 vatov na klanc, to postane zelo velik problem. Ne? In potem to povežejo s tem, da delajo na sebi, na fizičnem nivoju in na čustvenem in na mentalnem nivoju. In potem vidijo, bolj ko sebe čutijo, ker kaj v bistvu delajo, da začnejo sebe bolj čutiti, kako so, pa tudi zakaj so tako. In bolj ko sebe čutijo, bolj tudi čutijo, kaj je okoli njih. In vidijo, ta pa ta pa ta pa ta, ko sem s temi ljudmi, se zakrčem. Zakaj se zakrčem? Zato in zato. In potem tudi vidijo, kakšen vpliv okolja, oziroma kako okolje vpliva na njih, pa njihovo stanje. Potem lahko začnejo počasi reševati te probleme. Hkrati je, sicer to ni zelo pogosto, ampak zdaj, ko sem bil v Dubaju, pa sem imel pogovore, vidiš, da nekateri športniki, vrhunski, sploh ne vejo, zakaj bi bilo dobro
da bi jaz učinkovito dihal, zakaj jaz rabim kisik. Ne razumejo teh stvari in jim pač moraš to predstaviti, razložiti v jeziku, ki je za njih razumljiv, da se bodo začeli potem s tem ukvarjati. Evo, pri koncu sva, res je hitro minilo. Vsakega gosta vprašam kje se vidi v prihodnosti, čez 10, 15, 20 let, kje se vidi Jani čez toliko časa? Moja vizija je ta, da bi dolgoročno rad pomagal športnikom v bistvu, da pridejo do svojega maksimalnega potenciala. Ker jaz trdno verjamem, da večina športnikov, govorim tudi o vrhunskih športnikih, ali pa če govorimo o high performerjih, ljudje iz poslovnih vod, da delujejo na 80% potencijala. Ker kaj vidim je, da je tukaj toliko enih rezerv, s katerimi se nobeden ne ukvarja, ker jih tudi ne razumejo, pa tudi če jih razumejo, jih je strah iti v to smer. In bi rad počasi, ampak vztrajno, spremenil način, na katerega športniki razmišljajo, kako priti do vrhunskega performansa. Da se do vrhunskega performansa ne pride samo s tem, da gremo preko svojih mej, da zlorabljamo sami sebe, da treniramo več kot ostali, da smo bolj strogi do sebe kot naši nasprotniki, da se uničujemo dan in noč, da smo obsedeni samo z tem delom življenja. Ampak tle je v bistvu to, da začnemo bolj razumevati sebe, zakaj smo tako, kot smo, in tudi, da razumemo, na kakšen način lahko pridemo višje. In kako je ta način lahko vzdržen, dolgoročno vzdržen in nima nekih negativnih posledic, ki se potem pokažejo ali tekom kariere ali pa potem ob koncu kariere. Ok, končajva s tem, če bi moral v kolesarstvu napisati eno sporočilo, kaj bi mi napisal ali pa rekel? Če bi moral kolesarstvu, tvojemu športu napisati eno sporočilo, kaj bi mu sporočil? Bom si vzel čas zdaj, da razmislim. Kar. Predvsem to, da naj začnejo delati oziroma naj začnejo misliti tudi na telo in kaj telo sporoča kolesarju. Ker je tudi relevantno za samo kolesarstvo. Ker če mi občutke iz telesa blokiramo oziroma jih potlačimo, nam sicer to omogoča zelo hiter napredek, ampak potem pride pa kazen, ki je lahko toliko velika, da je tudi ne moremo prenesti. In jaz mislim, da se zmeraj več ljudi tega zaveda. Zdaj, kaj bojo pa s tem naredili, je pa spet drugo vprašanje. Super, najlepša hvala, Jani, za tvoj čas, res sem užival in upam, da se še kdaj, mogoče še na kakšnem daljšem pogovoru tako da videla. Hvala. Hvala tebi. Hvala.